Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Kamp Špik v gozdu Martuljku je prejel priznanje Zeleni ključ. Kriterijev je kar precej, gre za nekje 12 kategorij, tako da pogledamo dejansko kar številna področja, ki jih nek obrat nudi, tako glede čistil, tako glede energetske upravljanja z energijo, energentov, glede odpadkov, glede informiranja gostov, glede tega, kaj nek obrat nudi v okolici, kako izobražujemo naše goste, turiste, ki prihajajo v naše kraje, tako da kar številni so kriteriji in tako recimo v povprečju potrebujemo nekako 2 do 3 ure, da se prebijemo skozi, če se želimo malo bolj poglobiti v te kriterije. Naš program Zeleni ključ temelji na postopnem izboljševanju, se pravi v 5 letih nekje naj bi obrat prišel na zelo zrelo stopnjo na vseh kriterijih, tako da na začetku lahko govorimo približno okoli 50% vseh kriterijev obveznih in to tudi v vprašalniku jasno ločimo. Tudi v prihodnjih letih se bo treba truditi, da ključ v kampu Špik obdržijo. Kontrolni pregled poteka vsako leto, obstaja pa tudi mednarodni kontrolni pregled, ker mi smo pa člani mednarodne fundacije, ker ta ključ se podeljuje v 56 državah po celem svetu in je preko 3000 zelenih ključev že podeljenih. In dejansko tukaj poteka redni kontrolni pregled in skupaj z obratom pregledamo tudi, kako raste obrat in tudi skupaj z njim pregledamo vse cilje, ki jih na upravljanju z energijo želi uvesti v prihodnjih letih. In koliko zelenih ključev letno podelijo v Sloveniji? Ta trenutno je 7. v tej pravlični deželi, bomo rekli, tako da ta je 7. Mi smo začeli lansko leto šele s tem ključem, imamo pa kar nekaj že novih kandidatov, tako da mislim, ocenjujemo do konca leta okoli 20 obratov, da bo imelo zeleni ključ. Seveda so v kampu Špik v gozdu Martuljku ponosni, da so nagrado Zeleni ključ prejeli. Smo veseli in ponosni, da smo ga dobili. Je pa res, da smo že pri samem načrtovanju kampa razmišljali v tej smeri, da bomo okoljsko naravnani in tudi v tej smeri smo sami načrte naredili, samo izgradnjo. Naprimer, smo se držali smernic za manjšo porabo vode, tako da imamo na vseh, bom rekel, vodnih armaturah časovnice oziroma te časovne zamike. Vsa LED svetila po kampusu, naprimer LED. Potem tudi imamo poskrbljeno za ločevanje odpadkov in seveda se trudimo še kakšno stvar seveda izboljšati. Med drugim je to izobraževanje samih zaposlenih, sodelavcev in pa seveda potem nadalje tudi skozi razne iskrice, ki so nameščene po kampu, tudi obveščanje gostov. Lahko rečem, da gostje to sprejemajo. Se imamo naprimer oziroma cirka 80% pač tujih gostov, ki so od tega zelo navajeni. Pri nas, bom rekel, se to šele bolj uvaja. Same goste pa informiramo tako, da v bistvu dobijo prve informacije na recepciji in pa potem skozi cel kamp jih spremljajo te iskrice, kjer vidijo razne napotke, kako in kaj. In kaj novega v Špiku še želijo narediti pri ohranjanju narave? Med drugim mogoče zmanjšati še količino vode, kjer bi uporabljali to deževnico za sanitarno vodo, potem nabava kakšnih električnih koles za to električno mobilnost, pa še kaj se bo našlo skozi leta. Na kranjskogorskih smučiščih je vse nared za poletno sezono. Znova bodo ponudili pester izbor aktivnosti, tako da se bo prav za vsakega gotovo kaj našlo. Za zimsko sezono smo načeloma zadovoljni, kljub vsemu, da nam naravna zima ni bila ravno naklonjena in da nam je vzela kar nekaj obratovalnih dni. Ko potegnemo črto, so rezultati kljub vsemu dobri. Seveda že z optimizmom zremo naprej v poletje. Priprave so v polnem teku, od tega, da postopoma izvajamo po etapah čistilne akcije, do tega, da oblikujemo vse programe, ki se pač poletja dotikajo. Z veseljem seveda povabim, tako kot vsako leto, na otvoritev. Vitranj sedežnico zaženemo 27. aprila. Obratovala bo potem vse do 7. junija le ob vikendih od 9. do 17. ure. Kot najbrž že veste, vam je na razpolago besna pehta, torej poletno sankališče. Ko se stopite s 4 sedežnice, se seveda srečate z Bedančevim domom in pa gostinsko ponudbo o njem.
Za otroke so na voljo razna igrala. Še vedno teče tematska pot, skozi katero spoznavate tako zgodovino smučišča kot zgodovino samega turizma Kranjske Gore. In pa seveda orientacijski park, v katerem se še vedno skrivajo Kekčevi junaki. Istočasno z vso ponudbo seveda odpiramo tudi bike park. Nekoliko več govora bo o tem, predvsem iz naslova, ker ravno v času od 3. do 5. maja poteka tu tekmovanje evropskega ranga in sicer so to EXS Trail kolesarski dnevi, tako da seveda vabljeni v našo družbo vsi tisti, ki si želite podoživeti kanček adrenalina. Turistično društvo Kranjska Gora je šolarjem z osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora tudi letos podarilo nageljne. Kar 150 nageljnov bo poleti krasilo domove otrok, jeseni pa bodo izpeljali še ocenjevanje za najlepše nageljne. Na turističnem društvu Kranjska Gora ohranjamo vsakoletno tradicijo in med otroke iz osnovne šole Josipa Vandota razdelimo nekje okrog 150 nageljnov. Sodelujemo tudi vsi skupaj v akciji Gorenjski nageljni na gorenjska okna in balkona v sklopu Gorenjske turistične zveze. Tudi tokrat smo se odločili, da bomo nageljčke razdelili, seveda jih pa potem otroci z veseljem prinesejo v jeseni na ocenjevanje, ki ga tudi tradicionalno vsako leto organiziramo. Veseli smo tega sodelovanja in se hkrati zahvaljujemo tudi osnovni šoli Josipa Vandota, da nas sprejmejo medse in da seveda gojijo te nageljčke. Otrokom seveda pri tem pomagajo starši in pa stari starši in upamo, da bomo lahko s to lepo tradicijo nadaljevali tudi v prihodnjih letih. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Delavnica s Katjo za otroke in starše bo v sredo ob 17. v knjižnici v Mojstrani. Delavnica z Mojco, prav tako za otroke in starše, pa bo v petek ob 17. v knjižnici v Kranjski Gori. Toliko smo pripravili za tokrat. Prijetne praznike želim še naprej in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!